kako nocoj lepo žari, si čutil mir noči, ki vaje med vasmi, nocoj je izpolnila se obljuba davno dana že. Rodil odrešenik se je, veliki kralj neba zemlji. Poglej na detece, pripravi v srcu jaslice, poklekni pred oltar, dobil boš njegov dar, prinaša notranji mir in večno neusahljiv izvir življenja, sreče, radosti, veselja Božje milosti. Zapoju slavo mu, Bogu Očetu večnemu. Zapoju slavo in Mariji, materi, brez njene privolitve bi še vedno v temi tavali in nikdar ne bi vedeli, kako nas Oče ljubiš ti. Si videl zvezdice, kako nocoj lepo žari. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes praznujemo svetega Štefana. Štefan, čigar ime pomeni krona ali venec, je bil prvi, ki si je v cerkvi prislužil krono mučeništva. Pripoved o Štefanovi smrti je kratek tečaj mučeništva, ki bo zaznamovalo življenje kristjanov v prvih 4 stoletjih. Štefan se je vključil v razpravo s helenističnimi Judi in jim povzel vso njihovo zgodovino, ki se je izpolnila v Kristusu. Za njegove tožnike so bile Štefanove besede bogokletje. Štefanov čudoviti obraz, kakor angelo, jih je še dodatno razdražil. Odvlekli so ga iz mesta, da bi ga kamnali. Štefan, poln Svetega Duha, je takrat imel videnje Kristusa. Tik pred smrtjo je svojim morilcem odpustil. Obenem se danes tudi pri tej sveti maši lahko zahvalimo za našo lepo domovino, lepo Slovenijo, da imamo tudi svoj jezik, vse tisto, kar nam je tudi sedaj v tem času, ko je mogoče manj stvari, za vse tisto, kar nam je bilo omogočeno, da smo lahko tudi eno normalno življenje imeli, kljub temu virusu, tudi za vse to, tudi
za cepivo, da je že prišlo v Slovenijo, pa lahko je obenem tudi zahvala. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Ostali pa so nekateri iz shodnice libertincev, cirinejcev in aleksandrijcev in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije in so se prerekali s Štefanom, pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril. Ko so to slišali, so se razsrdili v svojih srcih in z zobmi škripali zoper njega. On pa je bil poln svetega duha, pa je uprl pogled v nebo, videl Božje veličastvo in Jezusa, stoječega na Božji desnici, in je rekel: Glejte, vidim nebesa odprta in Sina človekovega stoječega na Božji desnici. Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj. In vrgli so ga iz mesta ter ga kamnali. Priče pa so odložile svoje oblačila k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel. In kamnali so Štefana, ko je molil: Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo. Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: Gospod, ne prištevaj jim tega greha. In ko je to rekel, je zaspal. Božja beseda. Gospod, v Tvoje roke izročam svojo dušo. Gospod, v Tvoje roke izročam svojo dušo. Bodi mi zavetna skala, o Bog, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad, zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal. Gospod, v Tvoje roke izročam svojo dušo. V Tvoje roke izročam svojega duha. Rešil me boš, Gospod, zvesti Bog. Jaz zaupam v Gospoda, radoval in veselil se bom Tvojega usmiljenja. Gospod, v Tvoje roke izročam svojo dušo. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, reši me v svoji milosrčnosti, varuješ me z varstvom svojega obličja pred zaroto mojih nasprotnikov. Gospod, v Tvoje roke izročam svojo dušo. Alleluja, alleluja, alleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava Tebi. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Varujte se ljudi, kajti izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svojih shodnicah. Pred poglavarje in kralje vas bodo vlačili zaradi mene v pričevanje njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili, kajti dano vam bo tisto uro, kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak duh vašega očeta je, ki bo vas govoril. Izdajal pa bo smrt brat brata in oče sina, in otroci bodo vstali zoper starše ter jih izročali v smrt. In sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena. Kdor pa bo vztrajal do konca, bo zveličan. Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus. Bom prebral nekaj od svetega Štefana iz Svetnikov za vsak dan, od Silvestra Čuka. Že od konca 4. stoletja se takoj za božičnim praznikom obhaja praznik prvega mučenca svetega Štefana. Ob njegovem mučeništvu poroča v svoji knjigi apostolska dela, zgodovini mlade Kristusove cerkve evangelist Luka. Nimo toliko do tega, da bi Štefana prikazal kot prvega mučenca, njegova smrt mu pomeni predvsem izreden dogodek, ki je pripomogel k širjenju mlade cerkve po vsej Judeji in Samariji in oznanevanju evangelija med pogani. Pri tem je glavno vlogo odigral apostol Pavel, ki je bil kot zagrizen farizejski učenec navzoč pri Štefanovi usmrtitvi in je to linčanje odobraval. Štefan je bil, kot beremo v apostolskih delih, eden izmed 7 mož, ki so bili pri jeruzalemskih vernikih na dobrem glasu. Apostoli so jim zaupali službo oznanjevanja in dobrodelnosti med helenisti, grško govorečimi Judi. Luka pred drugimi 7 možmi, izbranimi za to službo, označuje Štefana kot moža, polnega vere in svetega duha. Božja milost je po njem delala velika dela, kar je pri mnogih vzbudilo zavist in sovraštvo. Diakon Štefan je svojim nastopom in poslanstvom, kakor pred njim že Janez Krstnik, še bolj pa Jezus sam osebnost, ki povzroča delitev duhov. Nasprotniki so tudi njemu, kakor Jezusu, naprtili proces pred velikim zborom. Tudi proti njemu so nastopile krive priče. Štefanu je Božji duh, s katerim je bil napolnjen, dal zgovornost, da je pred velikim zborom odlično branil. To je tožitelje še bolj razkačilo. Štefanova usoda je bila zapečatena. Kot je rekel, glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega, ki stoji na Božji desnici. Od jeze so ponoreli, ga pahnili ven iz mesta in ga pobili tako, da so vanj metali kamenje. To se je zgodilo pri damaščanskih vratih. Tudi v smrti je bil Štefan podoben Kristusu. Najprej je molil, Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo, preden je izdihnil, pa je z močnim glasom zaklical, Gospod, ne preštevaj jim tega greha. Značaj in pogum svetega Štefana so občudovali tudi njegovi nasprotniki sami. Helenistični Judje so ga pokopali in njegovo smrt iskreno objokovali. Ko je Savel ob srečanju s Kristusom pred Damaskom postal Pavel, si je Štefana vzel za zgled pri svojem misijonskem delovanju. Na Štefanovo, ki je bil za naše ljudi drugi božični dan, ko so se obiskovali in si voščili, Božič je bil tako velik praznik, da ga je bilo treba obhajati doma. So nekdaj v cerkvah blagoslavljali vodo in sol, danes po številnih krajih tudi konje. Svetega Štefana najpogosteje upodabljajo s prizorom kamnanja, pa tudi kot diakona s kamni na knjigi, ki jo ima v rokah. Za patrona so si ga izbrali vsi, ki imajo opravka s konji, pa sodari, zidari, kamnoseki, tkalci in tesarji.
oči.